Vse sem jaz tudi mislil, da bi prišel jazbicih, pa mi je rekel, da ne smem. Ker otroke preden grejo, bom rekel, malo mazati s keksimi, jih je le treba malo zmatrati, ker drugače imam pol jaz bistveno preveč dela z čiščenjem, ne. So soline, pa so pa krajinci zgotovili po filani papriki znani, ne. Moramo tudi mladi v Sloveniji prevzeti neko odgovornost, pa se ukvarjati z samooskrbo, kar se tiče zelenjave in tega, no. Tista zadeva, ne, nisi sliko, nisi jedel, ne. Če nobeden ne pride nič kupit, bo ta duhovitost malo ugasnila, ne. Ker bom šel v večji rastlinjak, zato da bom lahko več zelenjave pridelal. Teda v bistvu to zadevo še čakam, ne, tako da če je to ministrstvo, ne, dajte najti krajnc, ne. Pač to se zjutraj zbudiš, pač delaš, pa še pol malo delaš, pa pol, ko ti je dolg cajt, greš še nekaj delati, pa je to, ne, je pa konc dneva. Ko mi je žal, bi rekel, da mi je žal samo to, da nisem prej začel te zgodbe. Samo to. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer spoznavamo zgodbe slovenskih kmetij, ki s svojim delom, z idejami in ljubeznijo do zemlje kažejo raznolikost in ustvarjalnost našega kmetijstva. Danes se odpravljamo v Gotovlje na kmetijo Krajnc, kjer dokazujejo, da za uspeh ni treba imeti veliko hektarjev, je pa super, če imaš veliko predanosti in kakšno dobro, svežo idejo. Kaj je njihova posebnost? Pripravljajo domače jedi po naročilu iz svojih sestavin, z domačimi recepti, jedi z dušo. Kmetija Krajnc je tak lep primer, kako lahko z majhno kmetijo ustvarimo veliko zgodbo. Z mano je Nejc Krajnc, pozdravljen. Zdravo. Živo. Jaz sem malo gledal vaše Instagram pa Facebook objave, tako da sem se temu primerno tudi obul, evo. Ker vidim, da oba s tvojo in punca. Ja. Oba s punco imata ta pravi čevlje, evo. Ja, vse sem jaz tudi mislil, da bi prišel jazbicih, pa mi je rekel, da ne smem, ne. Vidiš. Če gremo v Ljubljano, pa le moram dati šuhe gor, ne. Gorenjska kvaliteta, a ne? Aha. S Tržiča. Tisto pa, ja, no. Ja. To nisem vedel. Jaz sem jih dobil za 40. rojsten dan in prijatelj mi je poslal in rekel, evo, zdaj si star, rabiš jazbičarke, nujno. Je pa je bilo to včeraj, ko vidim, da neki hudo zrabljen še niso, ne. 4 leta jih že imam. Ja, sam jih imam bolj za tafino. Aha. Jaz jih ne matram toliko, sem rekel, tole bom imel do konca, zaenkrat se kar lepo držijo, ja, lepe. So, take imam jaz po moje, ne, tak drug dan, 3 dan, pa so pa že slabši. Pa nikoli še so take. Nejc, povej mi, vaša zgodba, kako je nastala, kako se je vaša kmetijska zgodba začela? Povej, tudi ti prav star nisi, ne, si kar mlad. Ja, no, relativno. Relativno. 35 bom, tako da sem star, pa nisem star. Aha. Odvisen. Da moja me, ko je malo mlajša, sprašuje včasih, če še dobro vidim, pa pravim, da ja, da se še dobro vidi, tako da. Ja, jaz se imam za mladega, tudi mislim, da skozi upam, da bomo takeli kondiciji tudi zagnanosti ostal, no. Kar se tiče pa kmetijstva, je pa tak, ne. Na naši kmetiji smo že stara mama, se pravi, pridelovala različno zelenjavo za okoliška podjetja. In pol bolj je bilo to solata, take stvari, ko včasih so imele te okoliške firme bolj kot ne svoje menze in so to pač kuhali na licu mesta. Po pa praktično po tistem, ko je stara mama to nehala, moja starša se nista, bom rekel, efektivno ukvarjala s kmetijstvom, ampak sta nekako bolj sta pač imela svojo, mi smo imeli vmes cvetličarno, tako da smo v bistvu, kar je bilo na kmetiji, smo bolj pridelovali, bom rekel, neke stvari za cvetličarno. Tudi jaz nisem, mislim, skozi smo bili samooskrbni, se pravi zelenjava, pa naši predelki, pa izdelki, to je bilo skozi. Tako da tudi moja zgodba ni čisto od štarta, jaz sem se nekako par let nazaj šele odločil, da pa bom jaz našo malo kmetijo nekako zalaufal nazaj zato, ker mi je pač od samega otroštva bilo, jaz sem že kot majhen otrok hodil okoli po velikih kmetijah, se vozil s traktorjem, pomagal, pa se mi pa vedno zdelo, da pač tudi majhna stvar lahko, bom rekel, eno lepo zgodbo prinese, ne. Tako da jaz, kar se tiče prevzem kmetije, je bil lani, ko sem tudi mladi prevzemnik, kmetijo mi je nekako dal oče. Kar se tiče pa teh predelave zelenjave, pa same zelenjave se pa v bistvu ukvarjamo zdaj že, bom rekel, enih 7 let tu nekje, tako da prav tudi prodajamo ven po različnih stvareh.
svežo in predelano zelenjavo. Se pravi, Na kratko. stara mama je bila tista, ki je že začela, ti si potem zgleda po njej malo podedoval ta občutek za zelenjavo, vmes pa starši so bili pa rožice. Rožice še kaj gojiš, si še kaj v cvetličarstvu? Pa v bistvu neki smo še v cvetličarstvu, mama tudi sicer že v penziji, ampak mama ne more ven iz tega, da še ne bi malo se ukvarjala tudi z orožjem. Tako da nekako površino še vsak let nasadimo neki sončnic, nekaj tetih domačih rož, da še ima tudi mama malo stika s tem, kar se že prej od mame starša tudi imela cvetličarno, tako da v bistvu je se nekako od mene pričakovalo, da bi mogel biti tretja generacija cvetličarstva, ampak Ampak nisi, si druga generacija zelenjavarjev. tako, tako da, ja, se pravi neka samooskrba, no. To je neko sporočilo, da pač moramo tudi mladi v Sloveniji prevzeti neko odgovornost pa se ukvarjati z samooskrbo, kar se tiče zelenjave in tega, no. Kaj vse imate od zelenjave? Zdaj mi pridelujemo, bom rekel, v prvem planu največ imamo paradižnika, pol imamo papriko, pol imamo melancane, pol pa imamo tudi še, bom rekel, nekaj zelnic, pol nekaj solatnic, tako, ampak bom rekel, največ pa, dobro, imamo tudi čebulo, česen, ampak največ pa, bom rekel, prodajamo to sveže za vrtce, papriko, paradižnik, no. Čebulo, česen, to je od svežih stvari, no. Od svežih stvari. Pa sveže jajca vidim, da imate tudi. Tudi, ja, no, to pa. Zato, ker jajca so pa bolj v bistvu kure, so pa bolj od moje punce bila zamislica in pol jaz to pozabim, ne. Koliko kur ima? Oziroma imata? Ja, zdaj trenutno jih imamo 18, ker to sem jaz rekel, okej, bomo naredila en kurnik, bolj tako za zabavo, pa sva kupila tetih 18 kur, pa sva pa v bistvu, zdaj pa imam že v planu ozadje naslednjo leto narediti malo večji kurnik, ne, ker se pravi, za ta domača jajca mislim, da je kar povpraševanje, no. Sploh pa mi smo doma za cesto in že ko se ljudi mimo peljejo, pa ko vidijo kure, imate kaj jajc, pa mogoče pol ena škatla jajc pripelje človeka na dvorišče, tudi neka zgodba ozadaj, pol mu pa še prodaš kaj drugega, ne. Premamite jih z jajci, prodate jim vse Tako. ostalo. Ja, probamo čim več ljudi spraviti na dvorišče po naše stvari. Ja, mislim, domače jajca so top, jaz pojem 4 domače jajca vsak dan. Dobro, Jaz bi bil kar dober sosed za vas. ja, dober mogoče, biznis. če bi študiral, če bi se preselil v naš konec, ne. Ja, pa bom prvi jajce imel, če se bom kdaj preselil v vaš konec. Zdaj gledam tole vašo zgodbo, se pravi, babica je bila tista, ki je na nek način začela, potem cvetličarstvo. Vidva s tvojo sta pa koliko časa skupaj? Midva še nismo tako dolgo, poznava se že nekaj časa, zdaj v bistvu uradno bo zdajle 1 leto. Bom pa tako rekel, glede na to, da imam mlado punco, pa ni iz kmetijskih, bom rekel, okolja tako hudo, sem zelo vesel, da je v bistvu tako prevzela to našo kmetijo, ne, ker ona v bistvu, kar se tiče naših promocijskih zadev, bom rekel, je večinoma ona nas promovira, našo kmetijo, ne, kmetijo Krajnc promovira bolj ko nam Leja. Sicer sem jaz tu pa tam zraven, ampak bom rekel, da sem zelo vesel, da je to v tem smislu, da nekako je ona prevzela res, kar takoj, ko je stopila na naš dvorišče, je potegnila našo zgodbo, no, kako bi rekel. Ko sem gledal filmčke, pa to na Instagramu pa Facebooku, meni zgleda tako, da sta skupaj že cel življenje, tako pašete skupaj. Ja, sej mogoče, bom rekel, tako kot sem omenil, ne, pač mogoče starostno glih ne, tudi lahko, da njeni starši niso glih najbolj navdušeni, ne glede na to, da se je šolala čisto za ene druge stvari, da se je odločila za neko kmetijstvo, ampak ja, tudi ona ima rada živali, imamo neke plane, da bomo še tudi, ko bojo prostori taki, da bomo še imela malo več tudi kakih drugih živali, nekako delamo tudi na tem, da organiziramo tu pa tam kako druženje za otroke, da se malo spoznajo in z naravo in z živalmi in pač na naši kmetiji je zanimivost to, da če že recimo organiziramo kak rojstni dan, da v bistvu pol spečejo neke kekse, pač da imajo otroci malo tega občutka, da jih ne dajo samo na neko dvorano pa brcite žogo pa je to, da pač malo drug feeling, no. Ja, ker sem videl, da imata prav organiziran rojstni dan, otroci lahko praznujejo pri vas doma. Kaj pa recimo, kako pa izgleda potem ta rojstni dan, kaj vse počnete? Okej, pečete kekse,
Ja, v bistvu mi dobro, pač pridelujemo še pero, ne, se pravi res, vse, kar gre od naše hiše, je perino, ne. Se pravi, ta prvo se dobimo, pol se nekako tiste, ne vem, kako bi rekel, prvi plan, da se otroci med seboj pozdravijo, voščijo, karkoli. Pol so neke aktivnosti vseeno, ker otroke, preden grejo, bom rekel, malo mazati s keksi, jih je le treba malo Zmatrati, ne. zmatrati, ker drugače imam pol jaz bistveno preveč dela s čiščenjem, ne. Ampak ja, ta prvo se malo zdivjajo, malo neke igre imamo, zunaj imamo eno tako čebulje dirke, ne, ker če bi imeli jajčne dirke, ne bi imeli dosti 18 kur, ne, bi mogli pol pojačati kure. Tako da ja, na take stvari, pol pa v bistvu kekse spečejo. Zdaj, če je rojstni dan malo daljši, spečemo skupaj še pico, perino, drugače to jaz pripravim. Odziv zaenkrat je dober, no. Moja pa v bistvu je pa Lea pa se v bistvu izobražuje to, ne, ona dela diplomo za to predšolsko vzgojo, tako da je prav v tem fohu, no. Super, pol vseeno dela nekaj v to smer, ker delate rojstne dneve, tam je Ja, fajn imeti malo občutka. Dela v tej smeri, ampak je še vseeno tukaj kmetijstvo pa kuhanje pa vse skupaj, tako da ni čisto, ampak ja, ima tudi nekaj tega, no. Imate tudi šnel kurse, sem videl? Ja, saj pa slenine za stara mama, neko delavnico sem jaz enkrat, ne vem, pač neke te imena, pa to so tisto, ko človek nekaj dela, pol ti pa nekaj v glavo pade in je bil stara mama šnel kurs, ne, ker pač prihajamo v neko dobo, ko pač, bom rekel, mladi, pa ne samo mladi, tudi bom rekel, malo starejši, niso glih vešči nekih kuharskih akcij, ne. Ja, in bom rekel, te delavnice so bolj za zabavo, bolj za druženje, ampak tudi ja, da človek vidi, da danes pa, če imaš 2 jajce pa malo moke, da se da marsikaj narediti, no. Da ni to zdaj, testenine, to pa mi ne, ne. Da se da pač danes. Sicer je malo pacaja, samo so pa pol tudi bolj dobre, ko so domače pa na roke narejene. Vidva sta recimo se usmerila v pripravo tudi domačih jedi po naročilu. Kako je prišlo do tega? Najprej si, ne vem, imel paprike, pa si rekel, kaj če bi mi še kaj skuhali, pa bi to prodali. Kako sta se za to odločila? To si že sam prej, a to zdaj zadnje leto? Ja, to sem že prej. Jaz v bistvu, moj brat je kar nekaj cajta živel v Ljubljani. Pol smo v bistvu prišli do tega, mislim, saj brat pa njegova pa otroci skuhajo pa vse, ampak iz tega ven, ne, neki življenjski, kako bi rekel, neki tok življenja je ratal drugačen, ko je bil pred nekaj časa nazaj. In to, da lahko ponudimo mi, bom rekel, v okolici neko domačo hrano na domač način, res, bom rekel, iz njive na krožnik, ne, to stvar, je v bistvu to, kar je zamišljeno. Se pravi, da lahko ponudimo domačo stvar ljudem, ko so okoli nas, na, bom rekel, najboljšo kvaliteto, kar se da, no. Ker kar recimo nimamo doma, od zelenjave pa to, bom rekel, meso pa te stvari, recimo pri filanih paprikah, kar so pač, jaz upam, da bomo čez enih par let, v Sloveniji pa so soline, pa so pa Krajinci izgotovili po filani papriki znani, ne. Ali pa recimo še Trojane vmes, ne. Tako da ja, se pravi, do konca narejena filana paprika z omako, kar se tiče pa mesa, pa kupujem ali pač po kakih mesninah, ko vem, da je slovenska stvar, ali pa če ima pa kateri okoliški kmet od kolegov kako nogo ali pa kaj takega, se pa tudi, se pravi, probam sodelovati, tudi z okolico, no. Imamo tudi z enim, ko se prav s predelavo mesa ukvarja, imamo tudi zelo dobro sodelovanje, no. Se pravi, dobesedno vse domače ali pa od soseda pa na vaš krožnik. Tako, ja. Nekako se trudimo res to domačnost, ne, zato ko da ni, saj imamo ogromno nekih stvari pripeljanih sem, ampak ni pa še na nobeni kmetiji, kar sem jaz pač gledal, ne dobiš nekih res domačih stvari, vi pa skuhate, pa lahko pridemo iskat, pa si pa to nesemo domov, pa je to, ne. Zdaj to pa prodajate kje? Lahko pridejo ljudje direktno do vas, to prodajate potem na kakšni tržnici? V bistvu zdaj zaenkrat prodajamo to doma, ne, prodajamo, oziroma kar se teh gotovih stvari na žlico tiče, delamo vse tako, da je vse po naročilu, se pravi, vedno damo mi, ne vem, na naše te družbena omrežja, pač Facebook, Instagram, TikTok, včasih tudi, pač kaj bomo ta teden delali, kako se da zadeva naročiti.
In pol je v bistvu prevzem na naši kmetiji v soboto, ko imamo tudi na naši kmetiji tako malo tržnico, da se da še kaj drugega kupiti. Tržnica prav pri vas na vaši. Prav na našem dvorišču, ja. Zato, jaz sem sicer hodil prej v Žalc, ko je mestna tržnica, ampak enostavno tisti cajt, ko si na tržnici, ne moreš nič kaj drugega narediti, ne. Če sem pa jaz doma, pa lahko še pa kaj drugega spoješ. Spotoma, evo. Super. Zdaj, kaj vse imate? Okej, rekel si, filane paprike, to je tista podpis vaš, najboljša stvar. Ampak imate tudi kaj drugega, ko sem gledal jota, štrukli. Ja, zdaj delali smo, zdajle smo tudi bila na enem tečaju še tule za doma, prav, da pač tudi probamo še kje drugje, kako, bom rekel, kak tečaj midva obiskati za te domače, da pač dobiš malo raznolikost, ne. Zdaj smo bila tule pri Jezerčkih, zato da vidiš, koliko drugje delajo, ne. Tako da nekako, bom rekel, delamo vse tisto, kar doma, recimo repo pa zelje, to doma tudi skisamo. Fižol imamo svoj in načeloma, ja, take jedi na žlico, zato ko pač to, kar se je, bom rekel, včasih dišali iz nekih kuhinj, iz nekih kmetij, no. Zdaj, glede na to, da imate kar nekaj dosega, vidim, da so kar lepo polajkane objave na Facebooku, verjetno Instagram, TikTok, tudi veliko ljudi vidi, a vaju kdo kdaj pokliče, recimo reče, jaz imam pa, ne vem, kisu mleka, se lahko izmenimo, gremo v kakšen biznis skupaj, bi vidva še to prodajala, dala vašim jedem zraven, ne vem, se kakšen kmet mogoče kdaj javi, da bi sodeloval z vama, da bi dal on kakšno sestavino za vajine jedi. Ja, tudi, oziroma zaenkrat tega še ni toliko, upam, da bom rekel, kar tudi si želim na tem področju, da bi več sodelovali, ker pač 2 kmetije bo ziher naredile več kot vsaka sama, ne. Eno dobro prakso imamo že tule s eno kmetijo Grobelnik, ko je bil tudi tati inovativni mladi kmet 2 leti nazaj. Tatim dobro sodelujemo. Ja, tega bi si želel več, ne. Mislim, da je še tu v Sloveniji, ker je malo mladih, ko se ukvarja z neko predelavo, z neko, bom rekel, tako stvarjo. Malo starejša populacija je še vedno tista, bomo sami, ne. Zakaj bomo dali nekomu še neki evro stran, ne, boljše, da vse sami, ne. Kar si želim, da ko bo prišla moja generacija bolj v ospredje, da bo tega sodelovanja več, ker mi smo, bom rekel, naša kmetija oziroma Slovenija je tako majhna, da bi lahko vsi sodelovali, pa bi imeli vsi veliko več, ko pa da pač ne sodelujemo, pa smo bolj prej to, zdaj bo pa pač, ne. Če bo pa nam krava šla, pa tudi sosedov ne bomo povedali, oziroma ne bomo sosedov poslali kupca, pač naj bo brez mleka ali kakorkoli, ne, tista fora stara, ne. Ja, malo je ta slovenska fovšija, ampak lepo, da mladi razmišljate tako, da je prihodnost v sodelovanju med kmetijami. Ja, jaz nekako, bom rekel, mislim, da je povezovanje. Absolutno more biti, ker pride tudi termin, ko ne vem, ali nečesa ne moreš narediti, ali mogoče nimaš nekega znanja, pač so stvari, ko je fajn, da sodelujemo res z različnim, bom rekel, z različnimi ljudmi, ne, s kmetijami. Delate tudi, videl sem namaze, pa sem prav videl, čebulna marmelada. Ja, čebulna marmelada je v bistvu eno leto nas sama čebula porinila, ker je pač bila zaradi samega leta dokaj hitro pokvarljiva in smo pač, ne vem, ko imaš v enem trenutku enih 200 kil čebule, ko bo v enem mesecu, veš, da bo šla, pa smo se matrali prej, da smo jo gor spravili, pol pa normalno smo začeli razmišljati, kaj pa bi, in smo prišli do te čebulne marmelade. Je pa v bistvu ena taka zelo podobna tej karamelizirani, ne, za tate burgerje, za take pač paše, sladko-kisla, tako da zelo paše pač zraven mesa, zraven tetih stvari, no. V bistvu sama narava te mogoče včasih tudi prisili, da pač začneš razmišljati malo izven okvira, ne. Da pač je treba, ker tedi, ko se vse pobere, se pravi, ko so količine pri vseh kmetih in vsi imamo dosti čebule, pa dosti česna, pa dosti vsega, je cena tudi pol relativ pač temu primerna, je nizka, ne, in jaz sem vedno k temu stremel, da jaz ne bom pobiral pa se, bom rekel, po njivi na glavo postavljal, zato da mi je pol en velik kupec prišel pa rekel: "Jaz ti dam pa toliko", ne. Mi bomo
toliko naredili, da bomo lahko predelali, pa da bomo dvignili ceno samim izdelkom, pa tiste izdelke pol probali prodati najboljše. Tako kot si rekel, treba je sodelovati z naravo, se pravi tudi pri hrani verjetno gledate sezonsko, kako se odločaš, kaj bo recimo na ponudbi, verjetno gledate zelo sezonsko, pa je zelo različno. Absolutno. Zato, ker pač zdajle bom rekel, na zimo, ja, še tu pa tam pa bi pasala, kjer ima filana paprika, ampak filana paprika je neka stvar bolj poletja, ne. Se pravi, ter je tudi ljudem najbolj paše. Zdaj pa gledamo, se pravi, jesensko, zimsko ponudbo, da se nekako ljudje, se pravi, da gremo tem po nekih tistih starih običajih, ne. Kako en tvoj delovni dan izgleda? Se pravi, vidim, da malo je treba iti na polje, malo je treba hrano pripraviti, kaj skuhati, kaj posneti za Instagram. Kako izgleda en tak dan od jutra do večera vajin, recimo z punco? Ja, v bistvu dnevi so res razgibani, ne. Jaz poleg tega, da delam na kmetiji še, ker sem po izobrazbi strojnik, še delam kake druge stvari, zato da se lahko pol igramo še malo kmetijstvo. Ampak ja, v smislu je tako, da se zjutraj se nekako, bom rekel, zelo hitro zbudimo, zato da nekako splaniramo dan ali pa že en dan prej splaniramo, kaj bo. Zdaj, če se tisti dan kuha nekaj, pol je to treba zelo hitro začeti s pripravo. Ker zdaj zaenkrat kuhamo samo, bom rekel, za vikend, so dnevi različni. Je pa res tako, da se zjutraj se vstane, pol se neke priprave naredijo, v tem cajtu, ko se še predelava dela naših drugih namazov, imamo čez teden še to, drugače pa, ja, tako kot ste rekel. Bom rekel, neko kuhanje, opravila na polju, pol priprava stvari za naprej, normalno pa vsak dan je treba nekaj posneti, ne, ker vsak dan ljudje, ko nas gledajo, imajo radi, da je res nekaj, bom rekel, da je vsak dan nekaj, ne, da vidijo, da saj, ne. Danes smo pač res vsi na teh telefonih, na teh družbenih omrežjih, pač, zdaj, če nekdo nekaj, bom rekel, ni objavil, se mogoče že ni zgodilo, ne. To je tista zadeva, ne, nisi slikal, nisi jedel, ne. Što je. Si slikal, pa nisi jedel. Vaju tegajo ljudje, ke potem jejo vajino hrano? Ja, bom rekel, da ja, zdaj se pravi, s to bolj, bom rekel, močno promocijo se je začela ukvarjati Lea letos. Jaz prej sem bil tisti, ne, okej, saj zadeva bo dobra, bojo že prišli, ne, zdaj pa smo pač prišli do tega, da je treba pač res ljudem povedati, pokazati, biti nekako v teti akciji, da pač vidijo ljudje, da je skozi, ne, da smo nekako konstantni, da neko stvar res peljemo, ne. Ja, zdaj teti tudi naj že potegajo, tudi naj jo pohvalijo, tako da v bistvu, bom rekel, ratujemo, imajo že tudi poznani tudi po spletu, ne. No, saj sem videl, da verjetno, glede na to, da zdaj to eno leto malo bolj intenzivno delate, če je Lea to prevzela, potem v enem letu se verjetno vidi ta razlika, kako je bilo eno leto nazaj, kako je zdaj, glede na vse objave, glede na vse všečke, ki ste jih dobili na Instagramih in posod. Ja, v bistvu je tako, da sva midva ratala tudi poznana, ne, ker tudi ljudje zdaj vidim, da ni to zdaj samo v okolici, da je v bistvu zadeva se pelje že tudi malo izven naših, bom rekel, naše okolice. Tako da ja, so to stvari, ko, bom rekel, lahko dosti dobro pomagajo pri neki prodaji, ker konec koncev lahko smo midva zelo fejst, bom rekel, duhovita, ampak če nobeden ne pride nič kupit, bomo to duhovitost malo ugasnila, ne. Tako da ja, je to povezano, vidim pa tudi jaz, bom rekel prej, ker sem mogoče iz tistega ali pa še iz tiste stare šole, mogoče ja, pa saj bo, ne. Saj bo, ampak ni, danes ni, saj bo, danes je treba stopiti v akcijo pa nekaj narediti. Zdaj, v tem trenutku so pač družbena omrežja taka, da nam lahko zelo fejst pomagajo na relativno ugoden način dosti dobro promocijo delati, ne. Včasih so to bili cajhingi, pa radio, pa televizija, to je zdaj, danes pa vsak ima praktično telefon s seboj in te ljudje sledijo, ne. In evo, sta izvirna, sta duhovita in to sigurno pomaga, ampak pomaga tudi to, se mi zdi, da zadnje čase res, da je nekaj domače še toliko bolj pridobiva na vrednoti, tako da koliko mislita, da je
da je pomembno, da vaju ljudje prepoznajo, da vajina hrana izhaja, da je to res doma narejeno, doma pridelano in doma skuhano. Absolutno, saj tudi naši posnetki so narejeni tako, da v bistvu ljudje vidijo, okej, danes pa recimo so posadili česen, danes so pa pobrali fižol, danes pa pobirajo čebulo, da pač ljudje vidijo, da mi nismo šli kupiti, ne vem, tjale narezano čebulo zmrznjeno, pa da delamo recimo neki golaž varianto, ne. Pač da imamo res svoje surovine, tudi mislim, da je to pomembno, ne. Je pomembno, da tudi, ker hočemo, oziroma tudi cela naša familija hoče, da je ta zgodba pač, da vidi, da je to, ne. Ker mi tudi tako delamo, ne, ker pač nam nečesa zmanjka od naših stvari, bomo pač zadevo pač povedali, da ni več, ne. Ni tisto, da bomo pa zdaj sredi zime skuhali ajvar, zato ker nam ga zmanjka, pač zadeve so toliko, kolikor jih naredimo, upajmo, da jih prodamo in to je to, ne, pač. Ker mora se vedeti, jaz mislim, da bi mogli priti tudi, kar se tiče samih ljudi do tega, da pač nečesa tudi mora enkrat zmanjkati, zato da bomo, mislim, da premalo cenimo hrano, no. To se tudi vidi pri določenih stvareh, ko folk dela, bom rekel, bojo sploh prazniki, se bo kupilo določenih stvari preveč, na žalost se marsikaj od tega vrže stran in nekdo je to mogel gor spraviti, nekdo se je mogel pomatrati, da je to tudi na polico prišlo in mogoče je tudi eno tako sporočilo, da je včasih manj res več, ne. Kaj pa pri vama misliš, da je tista dodana vrednost? Je to cena izdelka, občutek, da ustvarjate nekaj svojega doma? A ljudje gledajo sploh na ceno, ko pridejo nekaj domačega kupiti, rečejo, to je pa malo drago, to pa ne vem. Kaj je tukaj pri vama najbolj pomembno? Zdaj bom v bistvu tako rekel, kar se tiče same cene, ceno nekako probamo, sicer jaz sem človek, ko se glih ne usedem dol pa zračunam, ampak neko tako čez prst zračunam, kaj tako da cene so pa niso visoke, ljudje, ko pridejo na samo tržnico, pa tisti ljudje, ko, bom rekel, pri nama jemljejo neke stvari, ne vprašajo za ceno, ker pač vidijo, da delamo, vidijo, da se trudimo, vidijo res, da imamo domače stvari in je pa res, da ne moreš pa tudi z neko ceno pretiravati, da bi pa zdaj, ne, neke stvari pretiraval samo zato, ker na tem sloganu domače je, pa se mi zdi pač, more biti sorazmerno cena s tem, kar narediš, z vložkom pa vse skupaj, no. Ne sme biti pretirano, po domače povedano. Prej si že omenjal povezanost med kmetijami. Kaj misliš, da je prihodnost takih bolj majhnih, inovativnih kmetij v Sloveniji? Tako kot sem že rekel, nekako, da se res povežemo z drugimi kmetijami, nekako, da tudi, bom rekel, same te zadruge kmetijske, ko jaz, bom rekel, jaz dosti dobro delam z našo Gotovljsko zadrugo, da tudi zadruga, bom rekel, nekako naredi tisti korak, ko je že bil včasih, da se povezujemo, da lahko nekaj surovin tudi v zadrugo prodaš. Drugič pa ja, kar se tiče samih malih kmetij, pa samih tega, da se res nekako povežemo, zato ker, tako kot sem že omenil prej, da skupaj nam bo lažje, skupaj tudi težave, tudi nekaj, ne vem, nekdo je že nekaj naredil, nekaj doživel, nekaj uredil, se mi zdi pomembno to, da lahko tudi neko zgodbo oziroma neko vprašanje, neko samo, kako bi rekel, samo težavo, ko že mogoče veš, da je nekdo nekaj dal skozi. Ker mi smo, vsaj koliko jaz poznam nas kmete, takšne in drugačne, nobeden ni nekaj tisto, da bi posebej skrival, če je nekoga nekaj pri nekih stvareh matral, ti pove. Jaz tudi vem, da sem zdajle, ko sem določene razpise oddajal, so mi ljudje dosti pomagali, takole probi s tem se, tako. To, da si pomagamo, povezljivost je zelo fejst, je velikega pomena. No, to je tudi ena taka zanimiva stvar, recimo razpisi. Koliko so ti recimo razpisi pomagali pri tvoji dejavnosti na kmetiji, v kakšnih programih pa ukrepih, ki spodbujajo razvoj podeželja, si že sodeloval? V bistvu tako, lani sem bil uspešen na tem mladem prevzemniku, lani sem jaz uspešno pač prevzel kmetijo po očetu. To je normalno, pač
ta znesek, ko smo ga lani, v bistvu, ko ga pač dobiš za ta prevzem, je super, zato ker sploh mi, ko smo manjši, ko nismo bili prej, ko smo v bistvu nekako na novo začeli, je ta stvar odlična, ne, to nimam kaj reči. Letos nekako tudi se prijavil, pa še v bistvu zdaj čakam na razplet razpisa ker bom šel v večji rastlinjak, zato da bom lahko več zelenjave pridelal. Tako da v bistvu toto zadevo še čakam, ne, tako da če je to ministrstvo, ne, dajte najti skrajnc, ne. Plus točke. Ja, plus točke, ne, hecam se. Ja, pa se pravi, bom jaz tako rekel, da kar mi je všeč tu, da tudi nas, ko nimamo ne vem koliko veliko hektarjev, pa veliko, bom rekel, nekih stvari, da lahko pridemo zraven. To mi je všeč, to moram pohvaliti. So pa normalno, kar pa bom rekel tudi, da je pa bistveno preveč neke papirne vojne, ne. To pa tako se verjetno vsepovsod govori, ker jaz sem recimo si veliko pomagal sam, pa pomagajo so mi tudi tule iz te svetovalne celjske službe, to super pomoč. Je pa res, da je preveč teh papirjev, ne. Ker pač je to, sicer je to paše zraven, se ve, ampak saj veste, če bi bilo pa lažje, pa bi bilo mogoče že pol prefajn, ne. Zdaj, če greš še majčkeno na oseben del, recimo, kot družina, kako usklajujete delo in življenje na kmetiji, koliko povezani ste, koliko si pomagate? Ja, no, jaz moram tukaj normalno se zahvaliti oziroma pohvaliti moje starše, mojo Lejo, tudi brata z družino pridejo, če je neki rukar, pridejo mi pomagat, tudi samo, kar se familije tiče, res, sicer sta oba starša zdaj že v penziji, ampak mi oba res pomagata bom rekel, res tako, ko je treba, no. Jaz sem sicer včasih siten, zato ker bi rad malo kaj drugače, ampak normalno, to je še zmeraj očetova kmetija v prvem planu, no, zdaj je sicer moja, jaz včasih rečem, pač to je zdaj moj, ne, ampak v zajbanciji seveda, ne o neki resni stvari. Ja, imamo, kar se samega sodelovanja tiče, res dobro sodelujemo, no. Mislim, se zmenimo, naredimo, jaz probam ob nedeljih nekaj splanirati, kako bi za naslednji teden stvar tekla. Zdaj pridejo normalno še vmes tudi stvari, ko pač ne teče tako, ko bi naj, ampak ja, dobro sodelujemo, no. Saj tudi mislim, brez tega, da ne bi imel podpore pri starših, pri bratu, pa zdaj v bistvu na koncu pri partnerki, pol nimaš, bom rekel, neke, za kaj bi sploh pol delal, če, ne, v prvem planu mora familija skupaj držati, ne. Se pravi, kaj ti je motivacija? Družina, kje vidiš prihodnost? Ja, absolutno družina, pol daj, bom rekel, kaki moji otroci, tudi pač lahko to vse, kar bomo zdaj skupaj zložili pa skupaj spravili, da bo nekdo probal naprej vzeti, ne, jaz upam, da bo zdaj tretja generacija pridelovalcev zelenjave oziroma pač naše kmetije, ne, da če se bo pa pač kdo drugače odločil, pa jaz sem tudi vesel, da me niso silili starši v nekaj, da pač sem lahko bil vedno to, kar sem, ne. To je najbolj pomembno, ne. Ker če bi mene starša mogoče silila v kmetijstvo, bi verjetno to ne delal s takim zagonom kot zdaj, no. Bil malo upornik, bi hotel kaj drugega delati. Ja, ne, saj sem kar nekaj časa delal druge stvari, ne, sem imel tudi firmo z drugimi stvarmi, ampak sem na koncu prišel do tega, da pač je to dolgo cajta sem si želel s kmetijstvom, vedel sem, da to ni čisto lahka pot, ampak sem pač, ko se enkrat v nekaj lotiš, je pač treba zadevo speljati, ne. Nimamo tistega, zdaj pa ne bi, ne. To ne obstaja, ne. Kaj bi svetoval mladim, ki se mogoče odločijo, da bi šli po podobni poti, se pravi, da imajo eno majhno kmetijo in da bi radi nekaj z njo naredili, kakšen nasvet bi jim dal? Kar se tiče mladih kmetij, je v bistvu, oziroma mladih majhnih kmetij, se mi zdi najbolj pomembno, da je kljub vsemu, kar se tiče, ker mala kmetija bo težko konkurenčna neki veliki kmetiji, ne vem, na področju, ne vem, mesa, na področju mleka, na področju nekih poljščin, ne.
Lahko je pa mala kmetija tu dosti bolj inovativna, dosti hitreje se lahko prilagaja trgu in jaz mislim, da so male kmetije trenutno v večji prednosti kot neke velike, ne. Jaz mislim, da lahko ena mala kmetija, ali se ukvarja malo s predelavo, ali se ukvarja malo, bom rekel, z neko turistično dejavnostjo. Veliko je, jaz, če bi imel možnost, pa mogoče v nadaljevanju tudi kaj turističnega, no. Ker ko si mali, si bolj hitreje si prilagodljiv trgu kot pa velik, ne. Saj večji kmeti imajo več vsega, pa imajo tudi večje dohodke, pa tudi, ampak ko pa, bom rekel, trg malo zaniha, se jim pa veliko več pozna, kot pa mi, ko smo razširjeni malo bolj na neke, bom rekel, na širše. Pa če nam letos mogoče česen ni tako hudo ratal, nam pa je mogoče čebula toliko boljša, ali pa smo lahko nekaj drugega naredili, ne. Pač malo bolj si odporen, bom rekel, na trgu, če imaš več panog. Je pa res, da je pol tudi posledično več dela, ampak zato moraš, za to stvar moraš biti nekako pripravljen, ker to ni 8 ur služba, pa smo fertik, ne. Pač to se zjutraj zbudiš, pač delaš, pa še pol malo delaš, pa pol, ko ti je dolg cajt, greš še nekaj delat, pol pa je to to, ne. Je pa konec dneva. To greš pa spat. Pol greš pa spat ponavadi, ja. Se pravi, v bistvu z malo zemlje se da dobro preživeti. Ja, z malo zemlje pa z dobro zgodbo. Zgodba je važna, saj veste, tudi danes vsaka zgodba, mislim, vsaka stvar rabi svojo zgodbo in jaz bom rekel, da si želim, da je ta najina zgodba z Lejo pa naša, tako pač kot kmetija Krajnc, da je to pomembno, da pač v bistvu mi imamo zgodbo, ne. Zgodba je taka, da mi naredimo stvari iz, pač tako, kot sem rekel, iz njive na krožnik, da je pač to domače. To se mi zdi, da je pač ta domače pa naša zgodba ozadju, da. Lepa zgodba. Lepa zgodba. Povej mi še, Nejc, eno vprašanje, ki ga vsakemu postavim. Zakaj je lepo biti kmet? Kmet je lepo biti zato, ko pač ti nobeden, mislim, jaz sem pač že nared tak, da nimam rad, da bi bil nekdo, kjerkoli pač nek moj šef, ne. To se pravi, delamo absolutno stvari, ko jih želiš. So stvari normalno, zraven, ko jih moreš, ne, ampak jaz, da bi zdajle rekel, da bi, ko mi je žal, bi rekel, da mi je žal samo to, da nisem prej začel te zgodbe. Samo to. Da mi je v bistvu žal, da sem se par let prej ukvarjal z drugimi stvarmi, ampak mogoče je pa tudi to bilo to, da sem prišel pa s to glavo na ta cilj, da pač je to, no. Je pa res, da pač je lepo biti kmet, oziroma pač kmet je zdaj tako tisti v Sloveniji, ne, a ti si pa kmet, ne, je mogoče tisti malo tak, ampak ja, jaz mislim, da tudi to ime kmet je treba razumeti tako, da to smo ljudje, ko ustvarjamo nekaj, koliko je nam všeč, a ne, koliko nam paše, pa da v bistvu smo prišli do tega zaključka, da lahko res smo sami sebi šefi, gospodarji kmetij. Nejc, hvala lepa za tole izčrpno poročilo vsem, kar delaš, kar delata, kar delate. Če boš to tako naprej s tako dobro voljo, jaz mislim, da se za prihodnost uspeha tvoje kmetije, tudi če bo še bolj razširjen, ni treba bati. Naj vas navdihne zgodba kmetije Krajnc izgotovili, da naslednjič, ko boste jedli kakšen dober domač obrok, da boste vedeli, koliko ljubezni se v njem skriva. Sicer pa naj vas ne bo sram tale podcast deliti s prijatelji, pošljite jim ga, naj tudi oni uživajo v podcastu Obrazi podeželja. Se vidimo kmalu.